intervjuja v novem vlogu. Včeraj smo ostali potem ob tem jezeru, ker je bilo kar lepo, no. Mislim, sam plac ni bil glih nekaj ekstremno posebnega, ker je bilo zelo veliko kemperjev in vseh ostalih, ampak je bil pa zelo lep sprehod, pa samo jezero je bilo luštno, tako da smo si vzeli en dan bolj v easy. Danes pa gremo že naprej do enega prelaza, kjer bomo prespali. Upamo, da bo lepo vreme zvečer, zato ker ne bi bilo danes ful veliko utrinkov pa tega, tako da upamo, da bova kje videla. Jutro bomo pa verjetno tam šli hoditi spet na en nov pohod. Ja, drugače imamo tukaj zelo blizu, oziroma smo skoraj mi peljali tudi ene vasi, tako da je tudi en lep pohod, ker je samo 300 višinska, tak res je lahek. V bistvu je neka dolina široka oziroma že napol kanjon in značilen je predvsem zaradi tega, ker ima toliko strme stene, da je pol res ogromen slapov, ampak žal to spet že po moje 17. naravni park, kamor pes ne sme, tako da lahko gre samo v enem majhnem delu doline, kar so pa prebrala, da se niti ne splača iti, ker tam ni še nobenih slapov in je v bistvu brez veze pol. Tako da zato bomo zdaj to kar preskočili in gremo direkt proti bomu prelazu. Tokrat smo med potjo opazovali beloglave jastrebe, ki spadajo med ptice ujede. Zrastejo do 110 cm, tehtajo do 10 kg, razpon njihovih kril pa lahko meri do 260 cm. Hranijo se večinoma s trupli mrtvih živali. Med letom zato večino časa le jadrajo na velikih krilih, glavo pa obračajo sem in tja v iskanju mrhovine. Populacija beloglavih jastrebov v Evropi upada zaradi onesnaževanja in podnebnih sprememb. Kljub temu pa so jih po popolnem izginotju uspešno ponovno naselili v Franciji in Italiji. V glavnem se zadržujejo na goratih območjih in na nenaseljenih nižinah, gnezdijo pa v zavetju visokih skalnih gora.
Danes je bil spet kar en v redu pohod, bilo je kar lepo, naredili smo ene 500 višinske. Sicer je bilo teh 500 višinske res praktično vse v enem kosu, pa kar precej strmo, ampak danes sva dosti zgodaj štartala, tako da še ni bilo vroče in nam je šlo res kar dobro. Pol naprej je bilo pa sam še po grebenu in je bilo kar zelo lepo. Od tam smo tudi opazovali te jastrebe in tako blizu jih res še nikoli nisva videla. Najprej so mislila, da so orli, pa so pa po slikah pa po opisih na internetu ugotovila, da so v resnici res te beloglavi jastrebi. Ja, sicer smo potem malo skrajšali pohod na koncu, sicer večino višinske smo že premagali, tako da nam je 100 metrov mogoče ostalo, ampak še kar nekaj kilometrov. Skrajšali smo pa zato, ker je mene že tako eno koleno bolelo, potem sem se pa z njim še nabila v eno skalo, tako da sem pršepala do dol, sicer pač samo udarc ni nekaj hujšega, ampak ja, ni mi pa bilo do ne vem kakšne hoje naprej. Tako da na srečo smo najdeli eno stezo, ki je malo skrajšala celoten pohod. Ja, tako da zdaj treba to koleno popraviti oziroma pozdraviti, pa naprej kakšne nove hajke najti. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.